Spoštovane gospe, cenjeni gospodje, dragi organizatorji, najprej iskrena zahvala za vabilo in priložnost, da govorim na tem uglednem mestu. Zdaj, problemov je veliko, naslov mojega prispevka je Pasti slovenske družbe. Problemov je veliko, časa je malo. Kar bi želel izpostaviti je, da je temeljni problem slovenski in naše situacije moralni problem. Problemi so še druge narave, sistemske, upravne, samo pravne, ampak temelj in vir vsega so naši moralni problemi. Iz tega izvira tudi največja in najnevarnejša past ali skušnjava, ki nas lahko doleti. In to je, da zapademo prepričanju, da lahko na nemoralen način živimo dobro in dosežemo dobro družbo. To je tisto najhujše zlo, tista past, ki na nas preži. Da lahko v povezavi z izbiro nemoralnih ljudi dosežemo moralne rezultate. Nemoralnih ljudi ali moralno nekredibilnih ljudi, ki si ne upajo ali nočejo jasno povedati, kaj si mislijo o moralnih stvareh, da z izbiro takih ljudi in sodelovanjem s takimi ljudmi in z izbirom predstavništva takih ljudi lahko dosežemo dobro družbo. Današnji čas zahteva moralne ljudi in to morajo tudi moralno povedati. Kakšna je njihova moralna podlaga? Ob tem bo marsikdo dejal, da je bila morala neštetokrat v zgodovini, še posebno v politiki, manipulirana, instrumentalizirana, izrabljena. Odgovor je jasen. Mi ne moremo zaradi tega, ker je bila morala neštetokrat izrabljena, pristati na očitek moralizma, takrat, ko govorimo o morali. To ni mogoče. Moralni problemi bodo in vedno bodo zahtevali moralne presoje in moralno ravnanje. In odgovor poslušajte zato, ker je Stalin, Hitler, Josip Broz Tito, postkomunistična oblast, nova oligarhija izrabljala moralno govorico. Vi nimate, nihče več nima pravice govoriti o morali in če govori o njej moralist, to je nesprejemljivo. Se pravi, odpoved morali, sprejemanje tega, da morala ni pomembna, izbiro tistih, ki nočejo povedati, iz kakšnega testa so, kam gredo, to je največja. Prvo vprašanje politikov mora biti ne kako bo upravljal državo, ne kako bo izboljšal plačevanje s karticami, ne kaj bo naredil na bančnem področju, ampak kaj si misli o tem, kaj je temeljno poslanstvo človeka, kakšna je vrednost vsakega posameznika, na čem to temelji. Se pravi, glavna etična filozofska vprašanja, to mora biti naše prvo vprašanje politikom. In ko to povejo, potem sledi vse ostalo. Prvo je morala, eno je, drugo je temelj. No, kar se tiče, to so, bi rekel, mogoče glavni poudarki tega, kar bi rad povedal. Sicer je problemov v slovenski družbi veliko, kaj so ključne besede problemov v slovenski družbi so instrumentalizem, se pravi, razširjene stališča, ki z ljudi obravnava zgolj kot sredstva, potem pa seveda razpasenost nesolidarnosti, izključenosti, nedialoškosti, razdeljenosti oziroma polariziranosti. In
To ima za posledico, da je naše gospodarsko poslovanje premalo uspešno, da imamo drugič premalo demokracije in da imamo premalo pravičnosti. Temeljna beseda ekonomskega področja je višja dodana vrednost. Tisto, kar pa uničuje demokratizacijo na Slovenskem, zato je pa več dejavnikov. Ti dejavniki, ki uničujejo demokratizacijo na Slovenskem, lahko razdelimo na več vrst. Ti dejavniki so zgodovinski in kulturološki, drugič so te dejavniki ekonomski in tretjič so politični. Zgodovinski dejavniki na Slovenskem, negativni dejavniki z demokracijo so pomanjkanje izkušenj z demokracijo in nekateri drugi psihološke navade in momenti, ki izvirajo iz tega. Glavni politični dejavnik, negativni, ki zavira demokratizacijo na Slovenskem in po tej poti, kot vemo, vsi smo nazadovali, tudi po meritvah raznih tujih organizacij, je prisotnost bivših oseb režima na vplivnih pozicijah oblasti in njihovih krvnih sorodnikov, če tako rečem, ki so iste mentalitete. Naslednja stvar, ki je v Sloveniji problem, je zaupanje. V Sloveniji je prisotno, je izredno nizka stopnja zaupanja in ta stopnja zaupanja je splošno nezaupanje. Zdaj, vede družboslovne, ki proučujejo dejavnike nezaupanja v družbah na splošno, na globalni ravni, izpostavljajo tele dejavnike. Prvič, komunistična preteklost, to je vedno dejavnik nezaupanja v družbi. Drugič, nizka stopnja spoštovanja resnicoljubnosti oziroma laž, to je pač druga. Tretji je občutek ekonomske neenakosti. Bolj se veča med ljudmi občutek ekonomske neenakosti, višja je stopnja nezaupanja, splošna stopnja nezaupanja v družbi. Četrtič so ljudje občutljivi na slabo delovanje pravne države, se pravi delo sodišč in podobno, to je četrti, eden ključnih dejavnikov nezaupanja. Potem je petič zavest o pomanjkanju samoodgovornosti, ker izvira tudi iz zavesti lastnega pomanjkanja odgovornosti, se pravi nizka sama podoba Slovencev glede na poštenost. In šestič so tukaj tudi zgodovinski dejavniki in zgodovina. Tukaj v Sloveniji velja poudariti, da je bil v Sloveniji v ne tako davni preteklosti izvršen genocid. To pomeni, ali bolj natančneje rečeno, politicid ali klasicid, se pravi poskus, se pravi umor ali izločenje iz družbe določenih ljudi zgolj na podlagi njihove pripadnosti določenemu razredu, stojko klasi ali politični skupini. Zato je politicid ali klasicid. To sta obliki genocida. In genocid je skrajna oblika nezaupanja. Skrajna oblika nezaupanja. Genocidno zadržanje pomeni, da določeni skupini tako malo zaupaš, da gola fizična prisotnost predstavnikov te skupine pomeni nesprejemljivo grožnjo. Torej, to je šesti dejavnik, da smo doživeli v Sloveniji skrajno obliko genocida in ta genocidna mentaliteta pač še ni prešla.
Torej, če poskušam naslednji vidik, ki ga bi upozoril, to so fasete istega problema, je dejavnike zla. Če pogledamo dejavnike zla, lahko rečemo, da so te dejavniki zunanji ali pa notranji. Zunanji dejavniki so razmere, zunanji dejavniki zla, ki spodbujajo zlo, so razmere, ki omogočajo nesankcionirano delanje zla. In v Sloveniji imamo take razmere. Potem so pa notranji dejavniki, ki so razne vrste zasužnjenosti oziroma samoslepitve oziroma življenja v laži. Se pravi, boj proti dejavnikom zla zahteva uresničevanje pravičnega kaznovanja in uspešno skrb za življenje v resnici oziroma zmanjševanje življenja v laži. To so naloge pred nami, ne? Torej, naloge pred nami so, da premostimo razklanost naše družbe, se pravi, da ustvarimo nek dialog, da ustvarimo, da našo družbo demokratiziramo in da uničimo nezaupanje v naši družbi. Se pravi, dialog, demokratizacija, nezaupanje. To so vzajemno povezane naloge. Da nam bo še bolj jasno postalo, kaj bi mogli storiti, če bi hoteli doseči demokracijo v naši družbi, se moramo zavesti, kaj sploh pravzaprav pomeni svobodna demokracija. Bom govoril svobodna demokracija, ne bom uporabljal izraz liberalna demokracija, ker je pri nas zlorabljen. Liberalna demokracija pa je tehnični izraz v politološki vedi, ki pomeni to, kar ima večina zahodnoevropskih držav. Se pravi, če skrčimo vse zadeve, ki sestavljajo demokracijo, so to tri sestavine. Prvič je za demokracijo potrebno to, da je položaj elit in njihov vpliv vsaj v grobem sorazmeren z voljo večine. To je prvi pogoj, da govorimo o svobodni demokraciji. Drugi pogoj je, da imamo dejansko delovanje pravnega sistema. To pa pomeni, da je ta pravni sistem in zakonodaja in njegovi elementi, kot je zakonodaja, da je razumljiv, da je skladen oziroma neprotisloven ali nekoherenten in da je predvidljiv. Da se pravi, za iste kršitve zakona sledijo iste sankcije. Se pravi, da veš, če boš to naredil, kdorkoli bo dobil tako in tako sankcijo. In tretji seveda element je zagotovljenost osnovnih pravic in svoboščin, od človekovih pravic in tako naprej. Če lahko dodamo še četrto komponento svobodne demokracije, to je pluralnost in svobodnost medijev, kolikor jo ne štejemo že v tretjo komponento med osrednje pravičnosti. In zdaj, če pogledamo našo družbo, vidimo, kje so naloge pred nami. Vidimo, da naš sistem ni razumljiv, naš pravni sistem ni skladen, delovanje našega pravnega sistema ni predvidljivo, ker nikoli ne veš, kdo bo ob dobrem odvetniku se izognil kazni. Se pravi, na tem vidiku pravne države nas čakajo zelo velike naloge in težave. No, kar se tiče dialoga, rekel sem demokratizacija, dialog, pa nezaupanje. Kar se tiče dialoga, za dialog ima tri glavne pogoje. Prvi je enakopravnost udeležencev v dialogu, drugi je svoboda govora v dialogu in tretji je določena stopnja uživljanja, stujkov empatije
in po potrebi sočutje med udeleženci dialoga. Če pogledamo, kako je v naši družbi z temi dejavniki, poglejte, kar se tiče najprej tabujev in svobode. V naši družbi so jasni tabuji govorjenja o nekaterih stvareh. Naprimer o povojnih pobojih, lahko, to je tabu, če spregovoriš, potem si označen, se ve, na katero stran spadaš. Kvečjemu lahko govorijo o pobojih samo tisti, ki plavajo v varnem kombinezonu antikatolištva. Samo če jasno izkažeš antikatolištvo, potem ti je dovoljeno kaj reči kritičnega o pobojih. Drugače si pa ta črn. Kar se tiče empatije, uživljanja, sočutja, da je ta krepost, da je ta krepost, vrlina v naši družbi tako uboga, da je ta rastlina tako na tleh, se ni čuditi, poslušajte, mi smo 50 let je bilo to načrtno uničevano, ker je bilo načrtno spodbujano neempatičnost, neoživljanje, nesočutje z vsemi žrtvami komunističnega režima. In kar se tiče, torej, nauk, ki ga moramo razumeti, je, da mi ne moramo sejati naprimer nepravičnosti, neempatičnosti, pa žeti družbo, ki bo pravična. Ne moramo na eni strani vsem žrtvam, recimo komunizma, odrekati človekove pravice, pa pričakovati, da bojo v tej isti družbi spoštovane človekove pravice. To je, mislim, da nemogoče. Torej, naše naloge so v tem smislu jasne. Mi moramo seveda sprejeti določene sistemske ukrepe, ampak predvsem je potrebna moralna preobrazba. Kratkoročno, kaj lahko storimo, to, da pridemo v parlament in da na pozicijah moči pridejo ljudje z jasno in zanesljivo moralno podlago. Dolgoročno pa bo potrebno tudi z teh pozicij moči uvesti določene ukrepe, ki bodo prinesli moralno preobrazbo. Ta moralna preobrazba je seveda mogoča samo z zgledom, vzgojo in vajo. Ta zgled se pa širi od zgoraj navzdol. Torej, da bi na koncu bi rad povedal, da je predpogoj vsega tega, ki je slovenski socialni kapital, ker zdaj smo zelo kritični, skozi smo kritični, kje imamo Slovenci socialni kapital. Slovenski socialni kapital je v tistih vrednotah, na katere naša skupnost je najbolj občutljiva in jih lahko vendarle prikličemo, zato ker v njih temelji. In slovenska temeljna vrednota je poštenost. Ta tako izrabljena beseda, ki je bila nemerno diskreditirana in bi rekel smešena, če si uporabil slovenska beseda je poštenost. To je prva, če boste v Slovenca vsakega vzeli, bo rekel, pošten je treba biti. Zato moramo mi na Slovenskem, zato da bo slovenska oblika moralnosti se razpela, vrniti vero v poštenost. To pa bomo storili z zgledom in z pridobitvijo ljudi zaupanja v našo lastno razumnost. Torej, vera v poštenost in razumnost, to nas bo rešilo. Hvala lepa.